Starec ob mostu. Ob cesti je sedel starec z jeklenom obrobljenimi naočniki in v zelo prašni obleki. Čez reko je bil postavljen pontonski most in čezenj so šli vozovi, tovornjaki, možje, ženske in otroci. Vozovi, ki so jih vlekle mule, so se majali gor po starem klancu do mostu in vojaki so pomagali s tem, da so tiščali prečke koles. Tovornjaki so težko škripali navzgor in proč, prehitajoč vse drugo, in kmetje so težko stopali po prahu, ki je segal do gleženj. Starec pa je sedel, ne da bi se ganil. Bil je preutrujen, da bi šel naprej. Moja naloga je bila, naj grem čez most, raziščem mostišče na drugi strani in odkrijem, do kod je napredoval sovražnik. Opravil sem to in se vrnil čez most. Zdaj ni bilo več toliko voz in pešcev je bilo zelo malo, starec pa je bil še vedno tam. Od kod prihajate, sem ga vprašal. Od Sant Carlosa, je rekel in se nasmehnil. To je bil njegov rojstni kraj, zato mu je bilo prijetno, ko ga je omenil, in nasmehnil se je. Skrbel sem za živali, je pojasnil. O, sem dejal, ne da bi se povsem razumel. Da, je rekel, ostal sem, da sem skrbel za živali, bil sem zadnji, ki je zapustil San Carlos. Ni mu bilo videti, da je bil ovčar ali kravar, gledal sem njegovo črno prašno obleko, sivi prašni obraz in naočnike z jeklenim robom in sem rekel, kakšne živali pa? Razne živali, je rekel in zamajal z glavo. Moral sem jih zapustiti. Opazoval sem most in Afriki podobno pokrajino Ebrove delte in se vprašal, kako dolgo bo še trajalo, preden bomo zagledali sovražnika. Ves čas sem poslušal, da bi prvi šume, ki bi naznanili tisti zmerom skrivnosten dogodek z imenom stik z sovražnikom, starec pa je še vedno sedel tam. Kakšne živali so bile, sem vprašal. 3 vrste živali skupaj, je razložil. 2 kozi, mačka in še 4 pari golobov. Pa ste jih morali zapustiti, sem vprašal. Da, zaradi topništva. Kapitan mi je naročil, naj odidem, zaradi topništva. Pa nimate nič družine, sem vprašal in opazoval drugi konec mostu, ker se je zadnji neki voz naglo spuščalo po položnem bregu. Ne, je rekel, samo živali, ki sem jih našel. Mački seveda ne bo nič. Mačka zna sama poskrbeti zase, ampak ne morem si misliti, kaj bo z drugimi. Kateri politični skupini pripadate, sem vprašal. Nobeni politični skupini, je dejal. 76 let imam. Prešel sem 12 kilometrov daleč in mislim, da ne morem več naprej. Tu ni dobro ostajati, sem rekel. Če morate do tja, gori, kjer se cesta odcepi proti Tortozi, so tovornjaki. Malo bom še počakal, je rekel. Potem pa grem. Kam pojdejo tovornjaki? Proti Barceloni, sem mu povedal. Pa tisto smer ne poznam nikogar, je rekel. Ampak prav lepo se vam zahvalim. Še enkrat se vam prav lepo zahvalim. Pogledal me je z zelo praznim, utrujenim pogledom in ker je moral z nekom deliti svoje skrbi, je rekel, mački ne bo nič, ne dvomim. Za voljno mačke se ni treba nič vznemiriti, ampak druge. Kaj mislite, le kaj bo z drugimi? O, verjetno bodo kar dobro odnesli. Mislite? Zakaj ne, sem rekel in gledal na drugi breg, ker zdaj ni bilo nič več voz. Ampak kaj bodo počeli, ko pride topništvo? Ko je bilo meni naročeno, naj odidem za voljno topništva. Ali ste pustili golovnjak odprt, sem vprašal. Sem. Potem bodo odleteli. Da, gotovo bodo odleteli. Ampak oni 2, boljše, da ne mislim na one 2, je dejal. Če ste se odpočili, bi bilo treba iti, sem priganjal. Vstanite in poskusite hoditi. Hvala, je rekel, se spravil na noge in omahoval na eno in na drugo stran in potem sedel nazaj v prah. Skrbel sem za živali, je rekel medlo, vendar ne več meni. Samo za živali sem skrbel. Nič se ni dalo narediti z njim. Bila je velika nočna nedelja in fašisti so napredovali proti Ebru. Bil je siv, naobločen dan, nebo je bilo nizko, tako da njihova letala niso vzletela. To in pa dejstvo, da znajo mačke same skrbeti zase, to je bila vsa sreča, kar je namenjenemu starcu.